Pretresi v svetovnem gospodarstvu, ameriške carine, negotovost povsod. To je le začetek današnjega pogovora. Z mano sta doktorica Katja Zajc-Kejžar, redna profesorica na katedri za mednarodno ekonomijo in poslovanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se z mednarodno ekonomiko, globalnim gospodarstvom, geoekonomijo in geopolitiko, pa z upravljanjem s tveganji v mednarodnem poslovanju. Dobrodošli. Hvala za vabilo. In Bojana Humar, urednica Forbes Slovenija, ki deluje v okviru NN Slovenija, sicer pa je tudi dolgoletna urednica z gospodarskega področja. Dobri 20 let je bila na različnih uredniških mestih. Pred projektom Forbes Slovenija je bila odgovorna urednica poslovnega tednika Finance Manager. Dobrodošla, Bojana. Lep pozdrav. NN podcast Suzano Lovec. Za gledalce in gledalke, poslušalce in poslušalke redno obvestilo, saj veste, moji pogovori vas vsako soboto zjutraj čakajo na N1, torej nnainfo.si. Nanje se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in YouTubeu in vidite jih lahko tudi na EON-u in na strani Metroplay. Zdaj pa začenjamo. Po tednih intenzivnega dogajanja glede carin naredimo danes tukaj eno oceno pod črto, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja in kakšni so možni bodoči razpleti. Torej, kratkoročno, dolgoročno postavimo v kontekst. Če bi morali to dogajanje povzeti recimo v par stavkih, kaj je za vaju tisto bistveno, kje smo zdaj? Pa gremo potem na luščenje tega dogajanja. Doktorica Zajc-Kejžar. Ja, priča smo predvsem zelo agresivni trgovinski politiki ameriške administracije, torej Trumpove administracije, ki na nek način za uvedbo carin, ki so zgodovinsko visoke, pretresla globalno gospodarstvo. Tako da najprej ta višina, ki je presenetila, na kar so se odzvali tudi trgi. Druga stvar je, da način, kako se te carine uvajajo, predvsem generira zelo veliko negotovosti, ki ima mogoče še bolj negativne učinke kot sama višina carin, kajti spreminjajo se z dneva v dan, torej so uvedene, pa potem so odložene, potem so neke izuzetja, skratka, deluje zelo kaotično. Tretja posebnost pa je tudi, da so uvedene na način, da kršijo ali niso v skladu z temeljnimi pravili svetovnega, trenutno še trgovinskega sistema. Zaradi tega imajo tudi toliko močen odmev in močen vpliv na dogajanje v svetovni ekonomiji, ne samo na realni, kot kaže, deloma tudi na finančne trge. Tako da kratkoročno to tako deluje. Če bi pa v nek bolj dolgoročni kontekst to postavili, pa lahko vidimo, da je to mogoče nadaljevanje ali pa sam bolj intenzivna sprememba nekega trenda, ki se je začel po globalno finančni krizi 2008-2009, ki ga dostikrat označujemo kot deglobalizacija ali pa slowbalization, torej upočasnjevanje globalizacije. Hkrati imamo močno rivalstvo med glavnima svetovnima akterjema, ZDA in Kitajsko, za ekonomsko in tehnološko prevlado in pa postopno spreminjanje ali pa transformacija svetovnega trgovinskega sistema. To je pa malo bolj dolgoročni vidik. Tudi k temu še pridemo. Mislim, da vi govorite o tem, da je negotovost največja od časa druge svetovne vojne zdaj, in tudi k temu še pridemo. Bojana, kako si ti videla te zadnje tedne? Ti gledaš to dogajanje malo z druge optike, kot urednica gospodarstva? To, kar mi opažamo, ko se pogovarjamo s podjetji, je, ko jih sprašujemo, naprimer, kako se bojo odzvali, kako bojo odreagirali, kako bojo prilagajali procese in tako naprej, je zelo pogosto odgovor, ne vemo. To mi kaže na to, da se je zgodil šok, kot je že omenila profesorica, ker so bile carine, ne da se jih ni pričakovalo, se jih je predsednik Trump že dolgo napovedoval, ampak tako obsežne in tako visoke pa ne. In zmeda, kot je tudi že omenila, mi danes ne vemo, kaj bo jutri. Zjutraj so uvedene, zvečer so zamrznjene carine na splošne, na posamezne izdelke, potem se naredi izjeme, tako da dejansko ne veš, kaj bo prinesel jutrišnji dan. In zato tudi podjetja ne vejo točno, kako bi se odzvalo oziroma čakajo, da se zadeve malo umirijo ali pa da se vsaj izkristalizira, kaj se bo zgodilo. Dolgoročno,
kot je bilo že omenjeno, zagotovo deglobalizacija, ki se je začela že prej, in tukaj se postavljajo, se mi zdi, tudi eni drugi bloki, ki postajajo vse močnejši. Bi omenila recimo samo ta blok BRICS, ki se mu pridružuje čedalje več držav. Nazadnje je ta interes izrazila Turčija, kar je zanimivo, desetletje je čakala pred vrati EU, zgleda išče druge alternative. Turčija je tudi članica NATO. In ta blok je recimo ustvari trenutno približno 35% svetovnega BDP in naj bi bil nekak alternativa ali pa nek dipol recimo skupini razvitih držav G7, ki ustvari 30% BDP. Kar se mi zdi tudi zanimivo je, da so leta 2014 je ta blok ustanovil novo razvojno banko in posoja denar državam razvoju za infrastrukturo in za druge potrebe, kar pomeni, da prevzema tudi del vloge, ki sta jo doslej imela Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad. Tako da tukaj se mi zdi, da se karte zelo mešajo na novo in da so v bistvu to carinsko s tem Trumpovimi carinami, da so dobile te spremembe en tak centrifugalni pospešek. Doktorica Zajc-Kejžar, kakšne so bile doslej posledice recimo za Ameriko, za Evropo in Slovenijo? Pridemo še k temu, kakšne so vse možnosti, kaj se še lahko zgodi, ampak doslej, do kje smo prišli? Ja, trenutno lahko mogoče na nek način pričakujemo sigurno upad svetovne trgovine, vedno carine delujejo nekako zaviralno. Tako da že to je samo po sebi seveda ima neki negativni učinek, kot vidimo tudi napovedi gospodarskih rasti so v večini držav bile popravljene navzdol. Zdaj v ZDA, kot kaže, se pričakuje pač inflacija, carine seveda pomenijo dodatno dajatev, ki jo prevalijo na končne kupce, čeprav je mogoče ZDA računala, da bo uspela izboljšati svoje pogoje trgovanja, in prevalila na tuje izvoznike, tudi Trump je večkrat v svojih tweetih dejal, da bodo tujina plačala te ameriške carine, ampak kot kaže tudi izkušnje iz prve Trumpove vojne, Amerika nima te moči, da bi prevalila carino v celoti na stroške, breme carine na tuje izvoznike, tako da pričakujemo dvig cen, torej neke inflacijske pritiske. Hkrati pa, ker so to precej visoke carine in tudi splošno na vse, tudi na vmesne proizvode, se že kažejo težave v oskrbnih verigah, torej dobaviteljske verige so pod pritiskom, vidimo, da imajo že določene panoge težave, za preskrbo. Tudi reakcija Kitajske je bila prepoved izvoza določenih redkih zemelj, ki so ključne za ameriško high-tech, uvoz katerih je ključen za ameriško high-tech podjetja. To pa potem generira seveda tudi neke pritiske na gospodarsko ohlajanje. To lahko vidimo seveda tudi v drugih državah. Zdaj nakazuje se tudi učinek, ki ga pa lahko pričakujemo mogoče na srednji rok, to pa je bolj, ko bi rekla, bolj fundamentalen učinek. Podjetja sili v prestrukturiranje verig vrednosti, torej daje nejasne signale, in na nek način spodbuja določene procese reshoringa, torej vračanja industrije ali pa spreminjanja, krajšanja dobaviteljskih verig. To ima pa kar večje posledice, kajti način, kako trenutno globalna ekonomija deluje, je pod nekim tveganjem. Tako da ta vidik tudi vidim. Ima kot rečeno učinke tudi na finančne trge, tudi to smo videli. Dolar je izgubil tam 8 do 9%, tudi napram evru v zadnjem mesecu ali dveh. To se pravi, vidimo tudi, da se premija za tveganje ameriških imetij dviga, kar pomeni, da ima lahko torej ta trgovinska vojna, ki se je začela v realni delu ekonomije, prenesti tudi malo na finančni del. Bojana, zakaj je ta tema tako pomembna tudi za vsakega od nas? Zato, ker čeprav se morda zdi, da je to nekaj oddaljeno od nas, in tudi morda bralci ali pa vsakega
te teme ne zanimajo, ker delujejo zelo makroekonomske in morda tudi marsikomu nerazumljive, ampak na srednji ali pa na dolgi rok se lahko dotaknejo čisto vsakega od nas. Ne. Eno je, da kot že omenjene višje cene, ne, tudi če bo prišlo do protiukrepov in če se bo ta trgovinska vojna eskalirala, bo seveda države uvedle protiukrepe, tudi Evropska unija in tudi mi na koncu bomo določene izdelke plačevali dražje. Drugo je, da z ohlajanjem gospodarstva zagotovo to vpliva na zaposlovanje, vsaj recimo bodo podjetja bolj zadržana pri zaposlovanju, tista, ki bodo beležila večji upad naročil, bodo lahko tudi odpuščala. Potem je tukaj negotovost in to velja ne samo za posameznika, tudi za celotna gospodarstva, kar bo po moje še eden od teh pritiskov na gospodarske rasti, ker se podjetja v tako negotovih časih težje odločajo za naložbe, vsaj za večje naložbe in tudi posamezniki bomo razmislili verjetno, ali bomo šli v kakšne večje nakupe ali bomo raje počakali, kar krči potrošnjo. Ne? Potem pričakovati je in tudi ta teden je Evropska centralna banka to že storila, bodo nižale obrestne mere, kar lahko še poceni posojila, vlagatelji bodo tudi mogoče še globlje rane dobili, če bodo borzni indeksi še padali. Tako da je cela paleta učinkov teh carin lahko na posameznika. Mi uporabljamo izraz trgovinska ali pa carinska vojna. Ne? Zakaj je beseda vojna v teh primerih ustrezen? Ja, zdaj sploh glede na retoriko Trumpa in članov njegove administracije in načinom to agresivnostjo z uvajanjem je to sploh ustrezen izraz. Drugače v carinski vojni govorimo, ko recimo neka država uvede ali poviša carinsko stopnjo enostransko, s tem seveda prizadene druge države, ki potem povračilno ukrepajo. Ne? To je nekako po definiciji carinska vojna. Zdaj izraz je po moje kar ustrezen, kajti gre za nek ekonomski konflikt. Imamo orožja, ne, recimo ukrepi trgovinske politike, kot je carina, prepovedi trgovanja in podobno, so v bistvu bolj kot orodja orožja. Imamo taktiko, kot vidimo, gre za zelo taktično igro, tako da kar nekaj vojnih elementov, pa ta, kot rečeno, trenutno pa še bojna ali pa kvartopirska retorika k temu seveda samo pritrjuje. Zdaj, tukaj tudi ta vojni moment je seveda v tem, ker namen carin je verjetno v prvi fazi zaščiti domače proizvajalce, ampak tudi na nek način izsiliti boljši trgovinski položaj ali pa boljšo pogajalsko izhodišče in to seveda ima negativne posledice na ostale. Torej, tukaj pridemo do tega konflikta. Tako da se mi zdi za trenutne razmere to kar ustrezen. Mogoče še to, Trump tudi, če spremljamo njegove izjave, vidi trgovino kot igro z ničelno vsoto. To se pravi, on želi dobiti, zmagati, to se pravi, to je še ena ta iz neke bolj bojne retorike. Kaj ti vidi, da država mogoče pridobiva z izvozom, ne pa z uvozom, iz tega ta njegova percepcija o ničelni vsoti in načinom, da seveda druge države škodujo ali namerno povzročajo Ameriki škodo. To se pravi, ni zadovoljen z razdelitvijo učinkov svetovne trgovine. V resnici pa vi pravite, da v bistvu ne gre za vprašanje, kdo bo zmagovalec, ampak kdo bo na slabšem na koncu. Ne? Ja, pri carinskih vojnah je seveda tako, da na koncu vsi poraženci, to je malo odvisno od tega, kakšne so reakcije drugih držav. Torej, vemo tudi, da carinske vojne vedno začnejo samo velike države. Kajti, če neka država nima ekonomske moči, da bi vplivala na svetovne trge, recimo na ceno, potem je to neracionalno obnašanje. Torej, država, ki ima neko moč,
s carinsko vojno, s prvim korakom utegne celo nekoliko izboljšati svoj položaj, torej ne obseg menjave, ampak predvsem pogoje, pod katerimi trguje. Vendar to je vedno nujno na račun zmanjšanja blaginje drugih držav, torej gre na škodo drugih držav. Seveda druge države potem povračilno ukrepajo in tukaj pridemo do tega, da so vsi na koncu poraženci. Torej, racionalno je pričakovati povračilne ukrepe strani držav, ki imajo tudi neko moč. Zato vidimo, da je Kitajska takoj zelo odločna in skoraj sorazmerno povračilno ukrepala. Ni pa smotrno, da bi zelo močno povračilno ukrepale neke male države, ki nimajo te moči. Z tega stališča na koncu, ker imamo cikl uvajanja carin, so vsi na slabšem. To si lahko predstavljamo, kot da imamo recimo, nek kolač. Recimo trgovina generira neko korist v obliki kolača. Potem velika država z uvedbo carine želi izboljšati razrez kolača za sebe, si vzeti večji kos, vendar problem je, ker ob tem istočasno se kolač manjša. Torej Amerika želi večji kos, manjše pogače, torej izračunala, da mogoče to ni ustreza. Za druge države prizadete, tukaj v bistvu vse, ker Amerika vodi praktično proti vsem državam trenutno to agresivno trgovinsko politiko. Za druge države pa pomeni to manjši kos, manjše kolače, torej definitivno na slabšem. Povračilno bodo ukrepale, recimo Kitajska, ki bodo spet nazaj popravile malo razrez na prvotno raven in še dodatno zmanjšale ta kolač. Zato na koncu so vsi na slabšem. V prejšnji carinski njegovi vojni, torej 2018, se je sicer izkazalo, da v bistvu ZDA ni izboljšala trgovinskega salda. Tako, to je pa še druga stvar. Torej, sploh pa je utopično pričakovati, da bo s carinami lahko odpravil primanjkljaj v plačilni bilanci. Kajti primanjkljaj je odraz, kako se gibajo prihranki glede na investicije oziroma proizvodnja glede na porabo. Tako da ni direktnega, to smo tudi videli po prvi vojni in tam je bilo tudi, torej več študij nakazuje, da so v bistvu carine v Ameriki zrasle skoraj za celotno vrednost carin. To se pravi, ta moč, kot kaže, mogoče je Trump precenil to ekonomsko moč, ki jo trenutno Amerika ima. Torej, kot kaže, so cene narasle, torej ta logika carinske vojne, ki ne bi predvsem bila v izboljšanju pogojev menjave, torej da drugi spustijo cene, se ni izkazala za taktično pravilno. Bojana, ti imaš kot urednica gospodarskih tem izjemno veliko izkušenj. Če se ozneš nazaj, recimo na obdobje epidemije, ki je tudi brutalno zamajala svetovno gospodarstvo, kakšne so tukaj razlike, paralele, mogoče, ki jih vidiš, občutiš, ko govoriš tudi z gospodarstveniki, pa tudi sicer kot... Skupni imenovalec recimo pandemije pa sedanje carinske vojne je ta šok in zmeda in negotovost in ne veš, kaj bo jutri. Tako je bilo v času pandemije, takrat je bilo sploh, mi smo se prvič soočali, sploh smo te generacije, prvič smo se znašli v taki situaciji, mi sploh nismo na začetku vedeli, kaj se dogaja, kaj bo jutri, kako naprej, kako ravnati, kako se obnašati. Enkrat smo se delali od doma, proizvodnje so se ustavljale in tako naprej. Zdaj je druge vrste šok, ampak je enako šok. Recimo v pandemiji so se zelo trgale dobavne verige in se spomnim, takrat mi je direktor enega podjetja, ki proizvaja elektronske komponente za industrijo, dejal, da zato, ker so se trgale verige in je bilo pomanjkanje določenih izdelkov, so seveda cene močno zrasle. Tam, kjer je bilo pomanjkanje večje, so zrasle v nebo in je rekel, da njim je pri njihovem ključnem izdelku komponenta v izdelku, ki so ga prodajali za 80 €, narasla na 600 €. In seveda to je potem bilo nemogoče na ta način proizvajati in so morali iti v redesign izdelka. Niso ga mogli opustiti, ker je vseeno njihov ključni izdelek, a ne bil. So morali iti v redesign, da bo lahko deloval brez tega božjastno takrat drage komponente. Ampak to je pomenilo poseg v razvoj v podjetju, poseg potem tudi v prodajo, v različne procese znotraj podjetja. Pomenilo je 1 leto dela razvojnega inženirja in podobno. Tako da posegi so bili v podjetjih zelo veliki, da so se
prilagodili na nove razmere. Ne. Drugo je bilo potem še, da čakanje na delo in tako naprej, ker enostavno ni bilo dovolj dela za vse zaposlene. Trenutno je pa tudi, podjetja poskušajo se prilagajati na zelo različne načine. Eno je, da so recimo okrepili zaloge v Ameriki, ne, smo videli, je naredil Apple, je naredil Novartis, tudi recimo tale ameriški partner našega slovenskega vinarja Marjana Simčiča je naredil celoletno zalogo pred carinami, čeprav so bile potem zamrznjene, ampak da se vsaj del blaga potem izogne tem dajatvam. Prilagajajo se tudi tako, da kot je razumeti, da bojo krepili prodajne ekipe, ker če bojo izdelki dražji, bo seveda težje prodati. Direktor Domela, ki je tudi dobavitelj avtomobilski industriji, gospod Matjaž Čomažer, je dejal, da prostora, ker bo pritisk na cene, da prostora za nižanje cen več nimajo, da lahko se samo umaknejo z trga, tako da bo v bistvu še težje prodati. Tudi ta ameriški partner Simčiča je rekel, da bo treba več vinarja, da bo treba več strank obiskati, da boš prodal enako količino vina. Tako da tukaj se mi zdi, da se bojo krepile prodajne ekipe, Najbrž bo treba iskati tudi, kjer se še da neke optimizacije znotraj podjetja. In drugi trgi? In kom recimo rekel, da bo pogledali, kaj se da recimo narediti na področju logistike. Debesoft pravi, da bojo prilagajali poslovne strategije, tudi v prihodnosti načrtujejo neke lastne zmogljivosti v ZDA. Zelo pozorno recimo spremljajo, kaj se bo zgodilo farmacevti. V Sloveniji je farmacevtska industrija prinese približno 5% BDP in je 5. največja farmacevtska proizvajalka v Evropi. In Trump je napovedal carine v 1 do 2 mesecih in to carine, kot je dejal, kakršnih še nismo videli. Tako da tukaj je pač določena nervoza seveda je, kaj se bo zgodilo. S kolegico Andrejo Lončar sva se ravno v sredo pogovarjali s predsednikom uprave Leka. Oni sicer nimajo neposrednega izvoza v ZDA, imajo pa v Sloveniji veliko zmogljivosti, oziroma kar nekaj zmogljivosti, ki so prav za ameriški trg, in tudi razlagajo, da na nek rok, če do carin pride, se ne bo mogoče izogniti tudi višjim cenam izdelkov. Zdaj vemo, da je recimo prav Lek v velikem investicijskem ciklu, izvaja 2 naložbi v Ljubljani in Lendavi v skupni vrednosti okrog $0,5 milijarde. In glede na to, da predsednik Trump ves čas razlaga, da je eden od namenov carin, da pač pripelje proizvodnjo spet v Ameriko, ali to pomeni manj naložb pri nas, ker tudi v prihodnje seveda farmacevti načrtujejo naložbe, Čeprav direktor Leka Gregor Makuc pravi, da so naredili prav nek interni izračun, da ker vedno, ko se neka multinacionalka odloča za naložbe, pogleda tudi seveda vse vidike, in finančni vidik je zelo pomemben. So izračunali, da če bi ti 2 naložbi, ki jih Lek trenutno izvaja v Ljubljani in Lendavi, da bi v Ameriki bile 3 do 4-krat dražje, recimo. Tako da tudi ta selitev, ne vem, če bo tako samoumevno, kot mogoče Trump razmišlja. Ampak vse to so pač razmišljanja, ukrepi, s katerimi trenutno se spopadajo v podjetjih. Nekaj ste že povedali, s čim vse v zgodovini lahko mogoče primerjamo. Rekli smo, negotovost od 2. svetovne vojne ni bila taka. S čim vse še lahko primerjamo, vlečemo paralele oziroma razlike v zgodovini in zakaj je to dogajanje zdaj tako drugačne? Vi ste že omenili, da je tle specifika Trumpa, tudi analitiki recimo, pa tudi iz njegovega štaba ljudje, njegovi najbližji, vidimo, so včasih pri nekih stvareh ne znajo čisto razložiti, kaj se je zgodilo, Dejansko začudeni obrazi, ko nekaj tvitne oziroma napove.
ker so v bistvu neke stvari onkraj vsake logike, zdi se. Ne? Pustimo to, da tudi to pove na način, kot bi skratka, nekdo, ki govori stvari, pod katerimi klecajo trgi, to pove na način, kot bi govoril to 10-letnik. Ampak pustimo ta del. Zanima me v bistvu, kako ta specifika Trumpa vpliva na to situacijo. Ja, tukaj je poleg specifike Trumpa kot rečemo politične figure in način, kako se on loteva teh sprememb, je še ena velika razlika, kajti svet je dosti drugačen, kot je bil recimo v 19. stoletju, kajti tako, kot ste rekli, protekcionizem to ni prvo obdobje protekcionizma, praktično je bolj obratno, ne? Obdobja res proste trgovine so bila v zgodovini zelo kratka, tistega pravega liberalizma. Tako da v bistvu to obdobje, kar se tiče protekcionizma, spominja lahko na obdobje med obema svetovnima vojnama. Ne? Zdaj na kontinentalni Evropi se je to začelo že malo prej, 1820, tam okrog, z povečevanjem carin. No, Velika Britanija, ki je bila takrat motor, ne, je imela na nek način zdajšnjo vlogo Amerike, je po prvi svetovni vojni tudi začela z dviganjem carin. Tako da tisto obdobje do velike gospodarske krize, je obdobje protekcionizma, je tudi prispevalo k tem velikem zastoju takrat. Potem je pa v bistvu bil še malo bolj radikalen obrat, pravimo intervencionizem, to se pravi še bolj posegi držav in še večjim zapiranjem, tam do konca druge svetovne vojne. To je bilo obdobje, ko je bila res veliko ovir za svetovno trgovino in je tudi sam obseg padel na zelo nizko raven. In potem je bilo jasno, po drugi svetovni vojni večina držav videla pozitivno, kako lahko pride na pozitivno nazaj z odpiranjem. Tako da Mali je podobno tistemu obdobju, ampak bistvena razlika poleg, kot rečeno, Trumpove specifike, je pa ta, da je trenutno svet torej čist drugačen, zaradi tehnološkega napredka in načina, kako so svetovna proizvodna omrežja organizirana. Mi govorimo o globalnih verigah vrednosti. Torej, v bistvu imamo pač nekaj večjih multinacionalnih podjetij, ki so razdrobila svoj proizvodni proces na ogromno število faz in locirala vsako fazo v drugi državi. Tako da recimo, če bi vzeli iPhone, vrednost iz 90 držav je vključena v sam ta proizvod. To pa pomeni, da so države postale zelo soodvisne, to se pravi prepletene. Tega takrat ni bilo. Takrat tudi, kot rečeno, carina bila na končni proizvod, na tekstil za vino, recimo. Torej, zdaj pa stvar zelo drugačna. Torej, države so zelo soodvisne med seboj in to je tisto, ki generira sistemsko tveganje. Sistemsko tveganje pomeni, da če se en element, recimo, propade, to lahko povzroči razpad celotnega sistema. In lepo je Bojana razložila tudi COVID krizo. To vse je bil tudi odraz torej te prepletenosti. Te dobaviteljske povezave so žal tudi zelo učinkovit način za prenos šokov. To pomeni, da se vsi ti šoki okrepijo, zelo hitro prenašajo med državami in zelo težko napovemo, kakšne bodo točno reakcije. Torej, učinek carine danes je čisto drugačen kot učinek carine 80 let nazaj. Prav zaradi tega. Sploh pa Trumpova logika, on uvaja carine tudi na vmesne, se je začel v bistvu z aluminijem in jeklom, kar je v nasprotju z ekonomsko logiko. Običajno ti zaščitiš končne proizvode, ker očitno on želi spremeniti to organizacijo svetovne proizvodnje, želi vrniti nazaj v Ameriko to proizvodnjo. Seveda to pa pomeni, če imaš carine v takem svetu, se te stroški kumulirajo. To se pravi, blago večkrat prečka mejo, preden je, vzamemo avtomobilsko industrijo, to se pravi med Kanado, Mehiko in ZDA, avtodeli prečkajo mejo 6-krat. Zdaj, če bi bilo to vse ocarinjeno, pomeni, da se te stroški kumulirajo. In zato so tudi odvisni od tega, kakšni panogi govorimo. Niso vse panoge enako razvejene, nimajo enako razvejenih verik vrednosti, zato tudi niso enako izpostavljene. Avtomobilska je precej izpostavljena zaradi zelo kompleksne načine organizacije. Mogoče v tem smislu farmacevtska nekoliko manj, ampak glede na carine, ki se obljubljajo, utegne biti vsem to neka taka zgodba, ki se ne bo razvila v dobro smer, ki bo bolela. Tako da to se mi zdi glavna razlika. Torej, ta
prepleteno soodvisnost, ki povečuje sistemsko tveganje. Torej neke take neposrečeni poskusi imajo lahko bolj usodne posledice, kot so imeli v tistem času, s katerim se primerjamo trenutno. In tukaj bo zelo, če lahko samo dodam, tukaj bo zelo lahko na udaru tudi slovenska avtodobaviteljska industrija. Zaenkrat so carine samo na avtomobile. Napovedal je takrat, čez en mesec, to naj bi bilo potem v začetku maja, tudi carine na avtomobilske dele. Pri S&P Global so izračunali, da bi 25% carine prizadele zelo srednjeevropske države, omenjajo tudi Slovenijo. Prav na področju avtomobilske industrije, zaradi pač nemške avtomobilske industrije, slovenski dobavitelji izvozijo v Nemčijo približno 40%. Tako da tukaj bo neposredno ne, ampak posredno bo pa seveda zadelo tudi slovenske avtodobavitelje. Zdaj čakamo teh 90 dni, te 3 mesece. Slišali smo včeraj, Trump je včeraj ob sprejemu italijanske premierke Meloni izrazil 100% prepričanje, da bo z Evropsko unijo dosegel dogovor o carinah. Kaj v bistvu zdaj čakamo? Zdaj ta izjava je malo nenavadna, ker je šlo za bilateralno srečanje z italijansko premierko. Vemo pa, da je trgovinska politika v rokah Evropske unije, torej izključni pristojnosti, torej ne vem, kaj se je Melonijeva pogajala. Gre za njegovo retoriko Trumpa, tako da očitno so bile tudi neke obljube dane o kupovanju tekočinjenega zemeljskega plina. Tako da dogovor bo seveda mogel biti dosežen na ravni Evropske unije. Evropska unija je torej pripravljena na očitno pogajanja, tudi njen odziv, imela je neke protiukrepe, ampak jih je zdaj tudi zamaknila, to se pravi bil precej zadržan odziv. Ravno zaradi tega, ker Evropska unija tukaj trgovinska politika, kot rečeno, imamo en set ukrepov, pa 27 držav članic, to je pristojnosti Evropske unije, vendar je težko najti nek kompromis oziroma rešitev, ki bo pisana na kožo vsem. In ta počasnost odziva je seveda tudi odraz tega. Če pogledamo protiukrepe, so kako bi rekla, najmanjši skupni imenovalec držav članic. Torej vsaka država je želela nekaj izločiti, nekatere proizvode, in predlog, ki smo ga dobili, v bistvu najmanjši skupni imenovalec, za kar so se lahko države članice dogovorile ali strinjale. V tem smislu je seveda Evropska unija malo težje. Težko je konkurirati s takim načinom napram predsedniškim odlokom, ki jih lahko narediš čez noč. In tudi Evropa želi igrati po pravilih, kar pomeni, da je hendikepirana v tem, ko bi rekla, taktičnem pogledu carinske vojne. Zato na drugi strani Kitajska se odziva tako, kot se odziva, skoraj da z enako mero, tudi z omejitvami redkih zemelj, kar utegne Ameriko zelo boleti. Kitajska je vseeno, predvsem na področju redkih zemelj, 60% jih proizvede, 90% predela, hkrati krepi naložbe v državah, kjer so viri teh materialov strateških in tako naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da enako silovito, z bolj umirjeno retoriko, ampak se mi zdi, da enako silovito udarja nazaj, in predsednik Xi Jinping se mi zdi, da govori zelo podoben jezik kot Trump, oziroma govori jezik, ki ga Trump razume. Sej, ko si že omenila redke zemlje, kakšen je vpliv redkih zemelj na sedanje dogajanje v geopolitiki? Lahko en od protiukrepov Kitajske je bil omejitev izvoza določenih redkih zemelj. In kar še ves čas dodaja na seznam nove in nove. Mislim, da jih je že ne 7 na seznamu zdaj. In v bistvu že v Ameriki poročajo o pomanjkanju, ker je ključen v proizvodnem procesu visokotehnoloških podjetij. Zdaj, če se mogoče vrnem na odziv Kitajske, je zelo zanimiv, torej res sorazmeren, zelo hiter in zelo večplasten. To se pravi, nekatere carine za uvoz iz Amerike, omejitev izvoza redkih zemelj, hkrati pa, če lahko zdaj opazujemo neko zelo aktivno diplomatsko tudi diplomatske akcije Kitajske, ki obiskujejo sosednje azijske države.
Napovedano je tudi srečanje z Evropsko unijo, Latinskimi Amerikami. Torej, Kitajska želi zdaj ta prazni prostor, ki ga Amerika prostovoljno zapustila, zapolniti, in vsi signali, ki jih kaže, so, Kitajska bo spoštovala svetovna pravila, torej želi biti kot nek zaščitnik šibkejših, se pokazati zelo, ko bi rekla, neko odločno, stabilno držo, izboljšati svojo mehko moč, ki jo ima izgubilo v pandemiji COVID-a, in to je v bistvu kot neko darilo Amerike Kitajski, ki jo zelo spretno izkorišča. Recimo, predvsem prizadete so bile manjše azijske države z zelo visokimi napovedanimi recipročnimi carinami, Vietnam, Kambodža, in seveda imeti neko podporo ali pa neko sigurnost, ki jo daje drugo najpomembnejše po BDP-ju, prostor ali pa pokupni pomoči pa celo največje, je to lahko pomembno. Torej, Kitajska tukaj zelo večplastno odgovarja, recimo tudi s high-tech, verjetno ni bilo naključno lansiranje DeepSeeka, to se pravi razkazovanje mišic na tehnološkem področju. In kot vidimo, je tudi Xi Jinping dal jasno vedeti, da je pripravljen na pogajanje, samo ne bo naredil prvega koraka. S tem je postavil Ameriko v malo bolj podrejen, to se pravi, ker Trumpova taktika je dvignem carine in pa se bodo drugi želeli pogajati. Samo s tem so druge države na zelo slabem pogajalskem izhodišču, zato je povračilni ukrep pred pogajanjem lahko neka taktika izboljšanja pogajalskih izhodišč. Evropa je tukaj izbrala malo drugačno. Evropa malo tudi se je podvizala, ali kako bi človek rekel, recimo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je šla v Indijo, da bi do konca leta nekako sklenili prostotrgovinski sporazum. Doslej se mi zdi, da se ni tako mudilo. Tudi, če prav razumeti, je več komunikacije s Kitajsko, kjer pa so bili na bojni nogi, zaradi kitajskih državnih subvencij različnim panogam, in temu so tudi sledile nedolgo nazaj evropske carine na kitajska električna vozila. Ampak mislim, da se ti odnosi, da so zdaj so toplejši, oziroma da iščejo zavezništva, ker jih doslej morda niso, in da bo tukaj, kot ste omenili, prišlo do nekih novih zavezništev, ki doslej niso bila, in te karte se bojo zelo premešale. Če se sam navežem na ta DeepSeek, je zanimivo res, kako je v bistvu v tem hajpu, ko je prihajal Trump, so dali DeepSeek na trg. To je bilo hudo presenečenje, bodimo iskreni, za Američane. Še takrat je Trump celo rekel, da je pač to budnica za Silicijevo dolino. Če se spomnimo, pred 2 letoma je bil tudi, tudi Kitajci znajo šokirati, to hočem reči, in tudi oni delujejo na ta način, ko se jim zdi potrebno. Spomnim se pred 2 letoma, ko je Huawei dal na trg ta pametni telefon Mate 60 Pro, z čipi, ki je Amerika do takrat mislila, da zaradi restrikcij, ki jih ima Amerika proti Kitajski glede izvoza naprednih čipov, da tega na Kitajskem ni, oziroma da sami ne morejo razviti. Takrat se je izkazalo, da so na Kitajskem sami razvili ekosistem najnaprednejših čipov. Tako da se mi zdi, da tukaj gre kar za, da Kitajska parira zelo v tem dialogu na zelo podoben način, ampak, kot je rekla profesorica, ni prva. Ne naredi prva ta korak. Doktorica Zajc-Kežar, vi pravite, da je v bistvu Evropska unija zelo ranljiva zaradi več stvari, in zaradi padajoče konkurenčnosti, tehnološkega zaostanka za ZDA in Kitajsko. Tukaj so kibernetske grožnje in prekinitve, ta grožnja prekinitev dobavnih verig, in potem so zdaj še te Trumpove carina in tako naprej. A ste bili vi, ne vem, če je to ustrezen izraz, ampak a ste bili zadovoljni, kako se je recimo zdaj odzivala Evropska unija na Trumpove manevre? Ja, zdaj, če smem samo pozvati poslušalce in poslušalke,
k branju zelo dobrega in poglobljenega intervjuja z vami na Forbesu, ne, ki ste ga videli z Andrejo opravile, kjer je tudi veliko teh stvari razloženih. No. Se opravičujem. Ja. Zdaj, odziv je nekako šel v tri smeri, to je bil recimo pričakovan. Prvi so protiukrepi, torej da je Evropska unija predlaga neke carine na uvoz iz Amerike, predvsem tistih proizvodov, ki ne bi imele veliko škodo za evropske proizvajalce, bi pa prizadelo Amerike, recimo tako selekcioniran nabor. Do tega je prišla, ampak kot rečeno je bil pač ta seznam nekoliko kleščen glede na različne interese držav članic. Drugi odziv je, to, kar je Bojana poudarila, to se pravi sklepanje ali pa pospešitev zaključevanja prostotrgovinskih sporazumov, torej iskanje izvoznih priložnosti drugje. Ta moment je sigurno pomemben za sklepanje, recimo za ratifikacijo Mercosur sporazuma z latinsko-ameriškimi državami, torej Brazilija, Argentinija v prvi vrsti, kar bi bilo pomembno. Ne? Za Evropo vemo, da je recimo Francija, Poljska sta bile kar nasprotnici tega sporazuma in zdaj mogoče bo ta sentiment drugačen, pričakujemo mogoče lahko hitrejšo ratifikacijo. Pospešitev pogajanj z Indijo, ne? Ta sporazum je že zelo dolgo na mizi, vmes je bil zamrznjena pogajanja, ni izgledalo, da bi bilo to zelo hitro zaključeno in zdaj nek nov moment, neke obljube, da bo to hitrejše. Indija bi bila pomemben trg, ne, če bi se deloma odprl za evropska podjetja. Zaključevanje pogajanj z še preostalimi ASEAN državami, tukaj so nekateri politični pomisleki za nekatere države, Avstralija recimo, ne, bi se tudi lahko zaključil. Torej, ta odziv je bil ustrezen. Tretji je krepiti notranji evropski trg, torej iskati impulzov znotraj in pospešiti recimo odstranjanje ovir še tukaj. Tako da z tega stališča ampak kar mogoče je mene malo presenetilo ali pa bi pričakovala od EU malo bolj odločen odziv ali obsodbo na način, torej na kršitev pravil. EU vemo, da je zelo močna zagovornica na pravilih temelječega svetovnega trgovinskega sistema. Tako da mogoče ta, po mojem mnenju, mal premlačen odziv na ta vidik, tudi ni sprožila spora pri Svetovni trgovinski organizaciji, sta ga pa, mislim, Kitajska in Kanada, tudi, če sem pravilno informirana. Torej, ta del me je mal presenetil, kajti če, zdaj nastal, kot rečeno, nek vakuum, to se pravi, Evropa je navzven odprta, torej ni to nek zelo zaprt blok, bi lahko izkoristila ta moment, ne, za izboljšanje svojega imidža, svoje podobe. To in nima toliko, kako bi rekla, odločnega, hitrega nastopa, ne, zaradi težav, ki smo že povedali. Tako da mogoče ta del, bi si pričakovala, da se malo bolj postavi za sistem, za katerega verjame, da je ustrezan ali vemo, da je pač rab določene popravke sistem, ampak to, kar zdaj gledamo, je pa rušenje. To se pravi, namesto da bi ga dodelali, izboljšali, je to bolj taka radikalna taktika. Tako da v tem pogledu mogoče bi pričakovala malo bolj odločen odziv, ostalo pa mislim, da je šlo v to pravo smer. Je pa Bojana ta intervju, ki ste ga imeli z Andrejo, s profesorico, močno odmeval. To je v bistvu intervju, v katerem naslovu stoji, da ima Evropa v bistvu močno orožje tudi v svojih rokah. Je bil intervju, ki je zelo odmeval, tudi v slovenskem gospodarstvu. Ja, absolutno, zato ker se mi zdi bilo takrat prvič res je tudi dolg intervju in jaz mislim tudi se strinjam, da se ga splača prebrati, ker je bilo zelo natančno razloženo, kaj se dogaja, kaj se lahko zgodi, kakšne so lahko kratkoročne posledice, dolgoročne posledice, kakšna orožja ima Evropska unija. Jaz mislim, da to do takrat še ni bilo slišano, odkar so se začele tale drugi Trumpov mandat in carine, ki jih uvaja. Tako da tukaj je bilo tako v razlagalnem smislu je ta pogovor izjemno dragocen, da razumemo, kaj se nam dogaja, ker smo padli res v nek čuden vakuum, ko nam ni kaj dosti jasno, in se mi zdijo ključna in dragocene take razlage, da vemo,
kaj se sploh dogaja v našem svetu in kako se odzivati in kaj lahko pričakujemo in tako naprej. Tako da, ja, jaz mislim, da se ga splača prebrati. Tudi kakšne orožja ima Tako, recimo, Evropa na voljo? takrat ste omenili ta inštrument gospodarske prisile in tako naprej. Takrat so bile te stvari zelo jasno razložene. In recimo tega nismo vedeli, vsaj neka širša, bolj laična javnost tega ni vedela. In to je ena od stvari, ki jih lahko uporabi Evropska unija. Tako da to je dobro vedeti. V primeru, da eskalira vojna, to niso orodja za prvi krog, v primeru, da bi eskalirali. Ker vi tudi pričakujete, da bo več valov, ne? V bistvu. Ja, zdaj bomo videli, kako bodo ta pogajanja šla, kaj je Trump, kakšna pričakovanja ima, koliko realna pričakovanja ima, to po mojem tudi to odvisno, koliko njegova kredibilnost tudi vse bolj pada, s temi spremembami, z umaknitijo, seveda si malo šibi svojo pogajalsko, rečemo, moč, tako da bomo videli, ampak vedno je treba biti pripravljen na več, ne razkriješ vseh ali pa ne uporabiš takoj vseh kart, tudi za ustrajanje v tem momentu, ker če pogledamo, zdaj trenutno situacija za Evropo ugodna. Kajti na Kitajsko imamo zelo visoke 145% carine, to bo močno podražilo uvoz iz Kitajske in to je priložnost za evropska podjetja. Čeprav imamo 10% carino, je to v primerjavi 145 zanemarljivo, tako da trenutna situacija za Evropo ni tako slaba. Zdaj, recipročne, ko bodo, je to druga stvar, čeprav recipročne ni ustrezen izraz, tako jih je pač poimenoval. Tako da takrat bomo videli, ampak se pravi trenutno, ker je to zamaknjeno, ker takoj kot carine niso enake do vseh držav, je tukaj tudi možnost, da nekdo preusmeri, trgovino pridobi. To se pravi, ker Američani ne morejo v trenutku povečati teh kapacitet, tudi na dolgi rok vprašanje. Tudi, ne vem, če je to smotrno, ker bi bili stroški zelo visoki. To veliko čejev je. Tako da Evropa ima trenutno, kljub temu, da so carine višje, kot so bile prej, ampak primerjalno s Kitajsko so nižje. Edino, kar utegne biti težava za podjetja, za gospodarstva, je, da bo verjetno prišlo do večjega pritoka kitajskega blaga na evropski trg in bo konkurenca večja in pritisk na cene potem tudi večji. In če bo prišlo do eskalacije, je najmočnejše orožje, torej inštrument, kako verjetno na področju storitev, kajti glede na to, da imamo presežek pri trgovanju s proizvodi, je ta možnost za delovanje carine nekoliko manjša. To se pravi, ne moramo v celoti sorazmerno odgovoriti. Pri storitvah je pa situacija obrnjena in tam bi to lahko Američane zelo prizadel. Vidimo pa, da je bil Trump najbolj občutljiv na prodajanje ameriških imetij, državnih obveznic. To je v bistvu ga prisilil. Zdaj se tudi ugiba, kdo je v ozadju tega, so to kitajski, so to japonski investitorji ali celo evropski, ampak vidimo, da to je pa v bistvu ta protiukrep, ki je bil, ne vemo točno, kako koordiniran ali bil ali ne, ali so to privatni investitorji, ta je najbolj vplival do sedaj na Trumpa in pokazal, da ni neomajan v tej svoji, torej da mogoče le ne bo šel do konca. Ena od možnosti, se omenja tudi, da je prišlo do prodaje tega imetja, zato ker so na drugi strani delniški trgi tako upadli in je bil potreben denar za kritje, za likvidnostna kritja. To je tudi ena od možnosti, zakaj je prišlo do tega. Ja, pa kitajski skladi in tako naprej. Zdaj, kar nekaj smo že rekli o tem, kako se spreminja geopolitika, kakšne so spremenjene razmere. Novi kanadski premier je ta teden rekel, da globalno gospodarstvo je fundamentalno drugačno kot včeraj. Sistema, ki je deloval od druge svetovne vojne, ni več. Medtem ko je to tragedija, je tudi nova realnost. Je to novi red ali je prehod v nekaj novega in kakšno to novo bo? Bo to novo nekaj, kjer bo v bistvu pomembna samo moč? Kakšni so tukaj razmisleki strokovnjakov, ki se ukvarjate s tem? Nakazuje se na to. Recimo, če bi trenutni sistem, ki se, kot rečeno, zelo močno omaje, opisali kot na pravilih temelječ, je pa res, da seveda je veliko izjemo teh pravil že ves čas.
Torej, eno od temeljnih načel trenutno nasploh tega multilateralizma je nediskriminacija. To pomeni, ti moraš vse države obravnavati enako, torej tudi pri uporabi carin. To velja za klavzulo največje ugodnosti, torej država mora zagotoviti najnižjo, najbolj ugodno in enako carino za uvoz nekega proizvoda iz vseh držav članic VTO. Seveda izjema so prostotrgovinski sporazumi, ampak to je neko temeljno načelo. To načelo je omogočilo, da smo prišli iz obdobja tam ob koncu druge svetovne vojne z zelo visokimi carinami na obdobje, ko imamo povprečno carinsko stopnjo na recimo industrijske proizvode 3%, izredno nizko. In to je nek steber tega na pravilih temelječega sistema, kot neka stavba, kot temelj. Potem so pa veliko nadstropij v raznih sporazumih, ki jih države med seboj sklepajo. No in ta temelj se je zdaj zamajal, oziroma se zelo močno maje. Recimo eno takih je sigurno recipročna carina, ki ima drugo logiko. Logiko ima na papirju, da ti uskladiš carino tako, kot ima partner za tebe, to pomeni, da imaš lahko za vsako državo drugačno carino, kar je pa direktna kršitev načela nediskriminacije. Zdaj, Trump, to v bistvu sploh niso recipročno, on jih je tako poimenoval, on je pa v bistvu določil višino carine glede na kakšen presežek partnerica ima, glede na izvoz. To se pravi kot neka davek na presežno konkurenčnost. Ja. V tem smislu. In to pomeni kršitev. Zdaj reciproče je eno načelo v VTO, ampak velja pri pogajanjih. Če ti znižaš carino, potem se do neke države se pričakuje recipročno, da bo tu druga država ustrezno znižala, da gre ta proces vzporedno. Vse države odpirajo meje. V tem je smislu recipročnosti. Potem, ko so pa carine spogajene, pa morajo biti nediskriminatorno, enako do vseh držav. To trenutno pač ZDA krši. In ta recipročnost, ki se sklicujejo, Amerika ima res nižje carine stopnje, kot imajo druge države, ampak po pogajanjih je ona to recipročnost zdaj izkoristila, zato je uspela doseči dogovor, da so manj razvite države pristale na minimalno zaščito pravic intelektualne lastnine, da so se pravila razširile na trgovino s storitvami. To je bilo na osnovi recipročnosti spogajano. Potem, ko pa ti imaš neke carine, jih moš nediskriminatorno uvajati, in Trump seveda ignorira ta princip. Tako da na to je verjetno ciljev kanadski premier, to se pravi, temelj zdaj nekako ne velja, in če ga Amerika krši, lahko samo ugibamo, da bo tudi druge države, ko jim ne bo ustrezalo, da jih spoštujejo, mogoče ne bodo upoštevali. Res pa je, da so bili ti temelji zelo šibki, slabi že dalj časa, kar ustanovljeni po drugi svetovni vojni, pa je padec Berlinskega zidu, ustanovitev Svetovne trgovinske organizacije, ampak članke, kdo boste vedeli, multilateralizem je mrtev, lahko beremo že 10-15 let, ampak tok direktni napad pa pač ni bil. Ampak kakšna je trenutno sploh vloga in pomen Svetovne trgovinske organizacije? Ja, to je bolj... Svetovna trgovinska organizacija je nek forum, naj bi bil nek forum, ki omogoča, da se po nekih pravilih dogajajo pogajanja med državami in se dogovarjajo, kako bodo nediskriminatorno še naprej zniževale te carinske stopnje. V tem smislu, to ni neka svetovna vlada, nima neke take moči, ampak deluje po nekih načelih, in če si član, si pristal na ta načela. Kot rečeno, zdaj Amerika ni edina, to krši, VTO pa nima nekih mehanizmov, zelo slabo deluje mehanizem za reševanje sporov v tem smislu. Prej, ko ste me vprašali, torej, to pomeni, da je zdaj ta sistem, zdaj smo v tranziciji v nov sistem, ki bo bolj temeljil na moči. To se pravi, bolj bo na pogajanjih. To je recimo pisano na kožo sigurno Ameriki, trenutno predvsem Trumpu in velikim državam, tudi drugim velikim državam. Zelo slabo je pa za male države. Kot bi rekel Trump, nimamo dobrih kart na mizi. Torej ta premik, vidimo, da je vedno bolj fragmentiran, torej ni celovit, bolj je neformalen, nekaj se dogovori pod mizo, nad mizo, karkoli. Bolj je na temeljim, tako, na moči temelječ. To pomeni tudi veliko manjša sigurnost. Če ti, se to bo v bistvu kot bumerang se nazaj vrnil Ameriki. Torej, če ti kršiš dogovore, on je recimo kršil dogovor o proste trgovini z Mehiko in Kanado, potem je malo nazaj se povlekel. Ampak, torej, če ti kršiš to, kar si spogajal, in on želi zdaj pogajati, in
vse ni rečeno, da so to spoštovali, ker tudi zdajšnji dogovori se. Torej, ta zelo negativen vzgled, ki ga daje z nespoštovanjem zavez. Ker če Amerika lahko utemeljeno misli, da je mogoče ni bila deležna dovolj koristi globalizacije, potem je princip jasen. Odpreš pogajanje znotraj WTO, izdaš pomislek, da recipročnost ni bila v celoti upoštevana in začne se nov krog pogajanj. To je seveda zelo dolgoročen proces, ampak to bi bilo pravno, to se pravi v skladu z sistemom. Njegov sistem je pa drugačen. Se odpoveš mogoče tem temeljem, narediš iz pozicije moči, razglasiš izredno stanje, in kaos, zmedo, in uradno razglasiš to in potem ti je dovoljeno, da tako narediš. To je slab zgled, ki bo tudi njim mogoče kdaj se jim vrnil kot tak, tako da ta del je zaskrbljujoč. Ta del definitivno pa že nekaj časa, ni se začel zdaj s Trumpom, ta prehod je že kar nekaj časa in deluje bolj fragmentiran, ta regionalizem mogoče močnejši, takoj, ko nimaš globalnih pravil, se potem to bilateralno, regionalno spogaja vsak drugače. In tudi protekcionizem in tudi določenem delu krepitev vloge držav. Tako, ja. Ker recimo 3 stvari niso združljive, govorimo o tako imenovani trilemi. Ne moreš imeti hkrati močne države, suverene države, globalne trge in neka demokratične politike. Te 3 stvari skupaj niso združljive. Ker globalizacija ali pa globalni trgi direktno mal izjeda moč države, ker bistvo globalizacije je, da ti odpraviš ovire. Torej, da poenotiš neko regulativo, neka pravila odpraviš, to pa spodjeda moč držav. In te 3 stvari hkrati ne morejo biti dosežene in zdaj svet išče novo ravnotežje med tem. In Make America Great Again je premik proti močnejši državi. Brexit je bil premik proti močnejši državi, večji suverenosti. Ne več po evropskih pravilih, svojo trgovinsko politiko. In tudi ta dual strategy Kitajske je isto. Torej, te 3 stvari skupaj ne morejo biti dosežene hkrati, zato se zdaj svet išče neko novo ravnovesje. In moče še to, tudi vse pogostejšim recimo krizam, šokom, ki se dogajajo, ne vem, februarja, recimo en direktor mi je rekel pred časom, da letni načrti, ki jih delajo v podjetjih, da zdržijo samo še 2 meseca. Marca 2020 je udarila pandemija, februarja 2022 ruska invazija na Ukrajino, kar je ena od posledic bila tudi energetska kriza. Zdaj marca smo dobili trgovinsko vojno. In te krize so hude, in so velike, in so obsežne, so čedalje pogostejše, zdaj že na 2-3 leta. In vsaki od teh kriz je intervencija držav, vlad zelo velika, da se gospodarstva ne sesujejo. V pandemiji je bila cela paleta, so vlade sprejemale ukrepov, da se podjetja niso zapirala, da se je ohranila zaposlenost, da se ni odpuščalo preveč ljudi in tako naprej. V energetski krizi enako, so bile subvencije za podjetja, ki so imele velike stroške energije. In enako zdaj, recimo slovenska vlada je že sprejela shemo ne čakanja na delo, ampak na skrajšanje delovnega časa, da v primeru, da bi podjetja beležila upad naročil, da jim ne bi bilo treba odpuščati, ker na drugi strani imamo pa težave pridobivati ustrezne kadre. Tako da tukaj se vloga države oziroma te intervencije, ki so potrebne, da se gospodarstva ne sesuvajo, se krepi. Povedala si kar nekaj že v bistvu o razmisleku, dilemah podjetij. Ali zaznavaš kot urednica tudi negotovost, pride tudi to do vas, negotovost potrošnikov? Se obračajo ljudi tudi na vas v tem smislu? Morda v tem segmentu niti ne. Dejansko smo bolj v stiku s podjetji, ampak seveda posredno tudi, zato ker negotovost potrošnikov se odrazi na prodaji podjetja. Tako da to je vse en povezan krog. Za konec bom zastavila eno vprašanje, ki se zdi mogoče naivno, utopično, ampak
v luči vsega, kar smo zdaj govorili, kako se v bistvu stvari spreminjajo, ne, in v geopolitiki, in v gospodarstvu svetovnem, a bi bilo mogoče, ne, ko pridejo neki taki šoki, kot je bila epidemija, ne samo za gospodarstvo, ampak za cel svet, ne, se je takrat razmišljalo, da je to možno za nek novi reset. Vemo, kakšne so trenutne težave planeta, na katerem živimo, in ustroja, po katerem delujemo. A je mogoče v bistvu to globalno gospodarstvo in globalen sistem preobraziti v nekaj, mogoče ravno zdaj, ko se vse sesuva, ko se na novo pišejo pravila in ko zgleda, da bojo pravila, če malo zbanaliziram, do šibkejših bolj grozna, kot so bila do zdaj, preobraziti v bistvu ta sistem v nekaj, kar bi bilo boljše, pravičnejše, bolj trajnostno. Vem, da je to utopično vprašanje, ampak verjetno so prav taki časi dobri za postavljanje teh vprašanj. Ne? Ja, sigurno je takrat, ko je recimo neka stvar šibka ali pa ko se recimo ruši, ne, čas, da zgradiš novo zgradbo, to sigurno moment je pravi. Zdaj bolj me skrbi ta geopolitična nasprotja, bi težko podpirala to vrstno, ne, zato ker so interesi zelo različni in bolj, ko si na te zaostreni retoriki, bolj, ko velja ta neka bojna retorika ali pa neka igra z ničelno vsoto, ne, težje je doseči neko rešitev, ne, ja, ki bi bila dobra za vse, kar je mogoče paradoksalno. Tako da vedno smo lahko optimisti, ker nekateri tudi napovedujo, da mogoče ta agresivna Trumpova vojna bo v končni fazi mogoče pripeljala do večje odpiranja. Ne? Ker če ti zelo grozi s carinami zelo visoke, ne, spraviš ljudi za mizo, se pa lahko rešitev, ne, v smislu, da se odpravi vse te ovire. Tako da to je eden od možnih scenarijev, ne, da težko rečemo. Zdaj, ta del se mi zdi, ne, težko je dobiti za mizo in zagotoviti, da bodo vsi delali v dobri veri, ne, v tem kontekstu, ker gre zdaj za to rivalstvo, ne, kjer v spredje pride bolj egoistični nacionalni interes. Ne. Vidimo recimo, vse paradigme so se spremenile, ne, tudi stran od gospodarske učinkovitosti proti neki strateški avtonomiji, ne, proti varnosti, odpornosti. Ne. To se pravi, ta obrambna ali pa ne, linija je zdaj zelo močna. Je pa res, da še nikoli pa nismo bolj potrebovali nekih takih trajnostnih globalnih pravil, ker imamo veliko izzivov globalnih, ki jih lahko rešimo le z usklajeno akcijo. Recimo boj proti podnebnim spremembam v takem sistemu, ne, na moči temelječem ne bi, zato ker tam imaš tudi, ko bi rekla, ne prednost prvega. Ne. To se pravi, tisti, ki je prvi, bo imel najmanj od tega. Ne. To je vedno problema. Ne? Zakaj mi rabimo svetovna pravila? Zato, da nekako imaš ti neko sigurnost, da bodo tudi drugi delali tako. Ne? Ker tukaj je nevarno, to je ta pripornikova dilema, ne? Kajti to varovanje okolja, to zahteva stroške, ne? To nekaj stane in države bi bile pripravljene samo, če bi imele zelo jasno zagotovilo, da bodo to vsi počeli. V takem sistemu pa teh zagotovil ni, zato sem malo bolj pesimist kot optimist. Je pa bi bilo nujno, ne, recimo to okoljska, recimo regulativa umetne inteligence bi se mi zdela ključna na globalni ravni, ne, da je to zdaj neko tekmovanje različnih sistemov umetnih inteligenc, ki lahko eskalira in gre izven nekih okvirov. To bi bilo nujno. Varnost, varnost je vse bolj bo postala vse bolj pomembna dobrina. To so 3 stvari, kjer bi nujno rabili neka globalna pravila. Torej, rabili bi, da vse države zaupajo in so pripravljene, ne, nekaj v to investirati, torej imeti pokrit določene stroške. To je možno samo, če bi bilo zagotovilo, da bodo to vsi nekako proporcionalno počeli. Ne. Ta sistem, ki gre žal v nasprotno smer, ampak v ekonomiji je vse ciklično. Ne. To se pravi, imamo neke vzorce, ki se ponavljajo skozi čas in čim prej bomo dosegli neke negativne učinke tovrstnih premikov, bolj bo svet pripravljen iti v novo smer. Mogoče v tem smislu. Ja.
Bojana, si ti za Ja, konec se strinjam, optimistična? bi samo dodala, da ena od stvari, ki jo bo moral ta svet nasloviti, je tudi naraščajoča neenakost. Ta se povečuje in v enem trenutku bo prišlo do točke, ko lahko postane nevzdržna, če se ne bo reševalo. Ne. In potem pač imamo ljudi na cesti. A ne. Tako da ta se mi zdi poleg podnebnih sprememb in regulacija umetne inteligence absolutno zelo pomembna. Okay. Najlepša hvala obema za vajine odgovore, za pomoč pri razumevanju v bistvu tega, kar se dogaja. Hvala tudi v imenu gledalcev in gledalk. Hvala tudi vam. In hvala tudi vam, da ste bili spet z nami. Naslednji teden se spet vidimo.